pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Kopru, kjer se bo kmalu začela tekma 34. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na Bonifiki se bodo pomerili nogometaši domačega Kopra in Domžal. Dobro se zaenkrat bori z domžalskimi branilci. Nigerijec. Vešnar Tičič krasno mimo Markuša. Tole je nova nevarna akcija Kopra. Klemenčič. Dobra podaja, Dovžan oziroma Stuparevič. Stuparevič. Koprivec. Pa Klemenčič. Markuš. Stuparevič, krasna zamisel Stupareviča. Krstovski do strela, to da brani Koprivec. Več prostora za Ganca, Ankrah išče Vizdoma Suleja, Sule se dobro bori in gol! No, tale zadetek pa bo veljal. 27. minuta, Vizdom Sule do tretjega gola v letošnji sezoni. Drugič danes je zatresel mrežo. Potem, ko je prvič premagal Štubljarja, se gola veselil prehitro, tokrat pa lahko pokaže napis, ki ga ima na majici. Krasen sprejem in na to je tudi z nekaj sreče zadel 20-letni Nigerijec. Vstopili smo v zadnjo tretjino prvega polčasa. Petriško pred vrata, sijajna poteza Petriška. In zdaj gre naprej Vizdom Sule, malo pomoči ima sicer, poiskal je Vešnarja Tičiča. Luka Vešnar Tičič, dobro se je zmuznil v čuvaju, priložnost za Juriča in gol! Žoga je v mreži, 40. minuta srečanja, Koper vodi z 2-0. Jurič do svojega drugega gola v letošnji sezoni. Znova nekaj sreče za Primorce. Vizdom Sule je sprejel krasno odločitev, Luka Vešnar Tičič se je otresel čuvaja, ki so jih nogometaši ene in druge ekipe ustvarili. V drugem delu igre bi lahko prešteli na prste ene roke. No, tole zdaj priložnost in gol. Domžalčani se vendarle vračajo v tekmo. 78. minuta in še bo vroče v končnici. Edvin Krupič ali Stuparevič, kdo je tu prišel do strela. Jan Koprivec v vsakem primeru ni imel možnosti, da bi poizkus ubranil. In žarek upanja je torej posijal na klop Domžal. Bobarič je podal kazenski prostor, Filip Stuparevič pa do 6. gola v letošnji sezoni. Še naprej Domžalčani ne uspejo sestaviti kakšnega obetavnega napada. Offenbacher je spadel, Vizdom Sule. Vizdom Sule gre naprej, Vizdom Sule do strela mimo vrat. Ostaja 2-1, znova Kočar. Dobra poteza Kočarja, tu je Mark Pabaj. Mark Pabaj v kazenski prostor, zgrešil je Sule. Groznica je prišel do žoge, veliko prostora za Koprčane. Bručič šprinta po levi strani, dobil je žogo Hrvat Karlo Bručič. Sule diši po ofsajdu, sicer žoga je v mreži. 95. minuta srečanja. Ali je stranski sodnik vzdignil zastavico? Ne, kar pomeni, da zadetek vsaj za zdaj velja. Vizdom Sule je premagal Štubljarja in tako prišel do drugega zadetka na tem obračunu in do 4. v letošnji sezoni. Če ne bo prišlo do spremembe, Bručič je bil v vlogi podajalca, ampak še bodo morali počakati Koprčani na končno sodbo. Štubljar pa je očitno utrpel poškodbo. Oliver Bogatinov, Aluminij je danes odščipnil v Bravo 2 točki, vi ste svojo nalogo tudi zelo suvereno opravili, verjetno je za vas odličen dan. Ja, zadovoljni smo, osvojili smo to 4. mesto in upam, da do konca v zadnjih 2 kolih še zadržimo. To je naš cilj, to si vsi želimo in tudi danes mislim, da smo si zaslužili to zmago. 3-krat smo zadeli, oba napadalca sta bila uspešna, še nekaj drugih priložnosti smo imeli, res pa je, da ja, razveljavljen gol, malo slabše se je začelo za nas. Ene izmed prvih prekinitev smo dobili gol, na srečo so si Domžalčani pomagali z roko. Tako da kasneje je bilo lažje in smo lepo odprli tekmo že v prvem polčasu. Zdelo se je v drugem polčasu, da suvereno nadzoruje
nadzorujete potek tekme, se je prikradlo potem kaj nervoze v vaš tabor, ko so Domžalčani dosegli gol za priključek? Ja, nervoza predvsem zaradi tega, ker v drugem polčasu smo padli tudi v nekem fizičnem smislu. Porabili že vse menjave in lahko čestitam fantom, ki so danes igrali z poškodbami. Tu je pa Baj, tu je Sidibe, ki imata bolečine, ampak sta vseeno oddelala 90 minut. Nekaj fantov, ki se vrača po poškodbi in vse to se potem odraža na igri v drugem polčasu predvsem. Je pa res, da z tem karakterjem, borbenim pristopom so fantje pokazali, da si tudi oni želijo in lahko da je izgledalo suvereno, je pa bilo veliko truda vloženega tudi v drugem polčasu. Čaka vas še Celjani in pa Mariborčani. Kaj boste morali storiti, da nadgradite to današnjo zmago? To so tekme, ker so favoriti tako Celjani kot Mariborčani. Mi pa vseeno z današnjim pristopom, učinkovitostjo, mislim, da lahko premagamo vsakega. Verjamete, da bo tudi Bravo še kiksnil? Kdaj? Sebe gledamo v prvi vrsti, tudi Brevaši imajo podoben razpored kot mi. Mi zadnjo kolo z Mariborom, oni mislim, da z Olimpijo, tako da prvenstvo bo še zanimivo, mislim, da vse do zadnjega kola, upam tako. Najlepša hvala. Matej Podlogar, danes smo spremljali zelo gledljivo, zelo zanimivo tekmo, na koncu ste bili vi prekratki. Kaj je po vašem mnenju zmanjkalo za pozitiven rezultat? Koper je izkoristil svoje šanse, ki jih je imel. Mi nažalost smo imeli na začetku, da bi povedali tekmo 1-0, bi se verjetno malo drugače obrnili, ampak kljub temu na koncu, ko smo izgubili 12, smo vseeno še hoteli, poskušali na koncu to prečka za 2-2, Koper na koncu zmagal 3-1, posebno zasluženo, tako da čestitke Kopru za zmago. Zdaj ni več možnosti za to, da bi se uvrstili v Evropo, ampak verjetno se boste vseeno zelo motivirano podali v končnico prvenstva in na visokem nivoju odigrali še zadnji 2 tekmi. Sigurno hočemo posneti dober vtis in zadnji 2 tekmi imamo obedli na zmago. Lahko pričakujemo, da bodo priložnost dobili tudi nekateri mlajši nogometaši. To bomo videli zdaj, koliko nas je še zdravih oziroma kako bo šlo glede ekipe. Matej Palčič, najprej iskrene čestitke za zmago, 4-1 ste ugnali Domžale. Deluje, kot da ste večino dela opravili v prvem polčasu, ko ste vodili in zadeli 2-krat. Kako ste videli tekmo? Ja, hvala za čestitke. Vedeli smo, da bo težka tekma in vedeli smo, da te 3 pike prinašajo 4. mesto, tako da borili se bomo do konca in probali zdržati pozicijo. V petek tale Rogaška oziroma licenciranje je kar dalo nekaj motiva igralcem, ne? Zdaj, 4. mesto je realno dosegljivo, torej zasedli ste 4. mesto, zadnji 2 tekmi boste verjetno z tega vidika še dodatno motivacijski za vas. Seveda, vemo, kaj prinaša to 4. mesto, mogoče bo to druga priložnost. Mi bomo naredili svoje, potem pa bomo prepustili drugim, naj naredijo svoje. Matej, bili ste v nadrejenem položaju, ampak dobili ste zadetek. Kaj je zmanjkalo, torej, da ni prišlo do ničle pri vas zdaj? Ja, malo koncentracije, ampak na srečo smo se zbrali na koncu in zasluženo dali ta 3. zadetek in tekmo pripeljali mirno do konca. Filip Separovič, najprej čestitke za zadetek, vendar to je bilo premalo za Domžale. Izgubili ste 1-3 v Kopru. Kako ste videli tekmo? Po početku primili smo golove iz nekih naših napaka. Drugo polovreme smo ušli mnogo bolje. Postigli smo i taj prvi pogodak, potom je bila i prečka, držali smo žogu, imali smo igru, ali jednostavno iz tih nekih naših napaka smo primili golove i te greške moramo rešiti. Na koncu sezone se očitno dobro počutite, kar nekaj zadetkov ste dosegli v zadnjem obdobju. Kako ste zadovoljni vi s svojo strelsko formo? Pa možete reći da sam zadovoljan, ali opet na klubskom nivou moramo obezbediti taj opstanak, a potom ćemo vidjeti sve ostalo. Filip, hvala lepa in srečno. Hvala.